Dober dan, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni na Pučnikovem evropskem pogovornem večeru z naslovom Slovenija, Evropa in svet, aktualni izzivi, ki ga organizira Inštitut dr. Jožeta Pučnika v tej prijetni dvorani v frančiškanskem samostanu svetega Jakova v Kamniku. Ob tem bi se takoj v uvodu za gostoljubje zahvalil patru, magistru Cirilu Božiču. Hvala vam, da bomo imeli pogovorni večer v tej prelepi dvorani in seveda Inštitutu dr. Jožeta Pučnika. Pater Božič, prosim bi vas kot gostitelja za uvodno pozdravno besedo. Mir in dobro, to je Frančiško pozdrav in ta drugi je še tudi dober večer, dobri ljudje. Z vašo gospod Natalijo sva ugotovila, da imamo tukaj 3 doktorje, ma, me, mi. Matevž, Metod, Milan. Ma, me, mi. Torej vsi 3 lepo pozdravljeni in mislim, da bo večer zelo lep tudi zaradi vas, dragi dobri ljudje, zavedni in srčni ljudje, ki imate radi domovino in tudi radi svet, našo zemljo edino. In čestitke tudi gospodu doktorju Metodu Berlecu za čudovito knjigo, v kateri bo nocoj tudi govora nacionalne države na udaru globalizacije. Mislim, da je to vaša doktorska disertacija in ta mladi mož, ki bo čez mesec dni, mislim, da 7. junija obhajal rojne leta 70, potem pa sami računajte. 20. dan, čestitke že naprej in tudi za to. In lep večer vam vsem 3, torej mi smo rekli, dr. Matevž Tomšič, dr. Metod Berlec, dr. Milan Zver, čudovita trojica in čudovito občestvo tukaj pozdravljeni. Dober večer. Najlepša hvala, gospod Božič. Sedaj pa vabim povodni pozdravljeni besedi še direktorja Inštituta dr. Jožeta Pučnika, gospoda Dominika Štarna, izvolite. Ja, spoštovani, lep pozdrav. Najprej se opravičujem, da sem danes malo na slabšem glasu, ampak mislim, da bomo se razumeli. Bom bolj kratek. Spoštovani avtor te zelo zanimive knjige, spoštovana gosta in spoštovani vsi prisotni, gospod pater. Jaz sem vesel, kot direktor inštituta, da se danes žal ne udeležujem, ampak da danes v imenu inštituta sta potekala že 2 dogodka. Eden je bil v Minoritskem samostanu na Ptuju, mednarodni dogodek z udeleženci iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. V bistvu je šlo za razpravo o povezavi, evroatlantskih povezavah in mednarodnem sodelovanju. Inštitut zelo veliko poudarka daje na tem mednarodnem povezovanju in jaz sem vesel, da smo danes uspeli izpeljati takšni dogodek na Ptuju. Pučnikov evropski večer. Jaz se za Pučnika bom poskušal svoje videnje, ker sem malo mlajši, sem rojen v času slovenske osamosvojitve in veliko stvari, ki se jih zdaj dogaja, ne razumem. Jaz dr. Pučnika žal nisem poznal, ampak ko sem začel spoznavati njegovo delo, njegove misli, njegove vizije, ki jih je imel za Slovenijo, sem skozi čas ugotovil, da to je njegove sanje, ki so bile, se niso uresničile. Žal, Slovenija ni tam, kjer je želel, da je dr. Jože Pučnik. Želel si je, tako kot zdaj ta naslov daje Slovenija, Evropa in svet, o tem je verjetno veliko razmišljal, ampak želel si je močno Slovenijo v svetu, v povezovanju, tako kot zdaj imamo zvezo NATO, kot imamo Evropsko unijo, se pravi, želel si je močno nacionalno državo, utemeljeno na demokraciji, vladavini prava in drugih demokratičnih
postulatih. Jaz ne bom izgubljal besed, jaz bom zelo zanimanjem prisluhnil debati našim trem gostom. Še enkrat v imenu inštituta vas lepo pozdravljam in se veselim današnjega srečanja in druženja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Torej, na današnjem pogovornem večeru poleg moje malenkosti, torej boste sodelovala oziroma govorila o slovenskih, evropskih in svetovnih izzivih, boste spregovorila sociolog, predsednik Akademskega sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika, profesor dr. Matevž Tomšič, tu na moji desni. In politolog, politik, nekdanji minister, ter evropski poslanec dr. Milan Zver. Lepo pozdravljena. Prav tako lepo pozdravljam vse, ki ste si vzeli čas in se udeležujete današnjega pogovornega večera. Izhodišče našega današnjega pogovora bomo vzeli mojo znanstveno monografijo, ki je nedavno išla pri londonski založbi Vega Press in nosi naslov Nacionalne države na udaru globalizacije s podnaslovom Pomen in vloga nacionalne države v globaliziranem svetu. Nastala je na podlagi moje doktorske disertacije, ki sem jo uspešno zagovarjal leta 2022 na Fakulteti za uporabne družbene študije, pri čemer je bil moj mentor tu prisotni dr. Matevž Tomšič. Dr. Milan Zver pa je tudi odigral pomembno vlogo pri nastanku te knjige, sestavni del te doktorske disertacije oziroma znanstvene monografije. V zadnjem delu knjige kot priloge so tudi intervjuji, ki sem jih opravil s poznavalci tematike, ki jo obravnavam v knjigi. Torej tematike kot so narod, država, globalizacija. Tako da so diplomati, univerzitetni profesori in poznavalci mednarodnega dogajanja spregovorili za to doktorsko disertacijo. To je bil dr. Božo Cerar, dr. Bogomir Ferfilan, dr. Andrej Fink, dr. Ernest Petrič, dr. Dimitrij Rupel, dr. Igor Senčar, dr. Tomislav Tom Sunič in dr. Milan Zver, torej so tako podrobno spregovorili o fenomenu nastanka narodov, držav, nacionalnih držav in vplivov, ki jih vanje prinaša globalizacija. Tako da sem njihova mnenja, stališča in razmišljanja o tovrstni problematiki smiselno vključil v to knjigo. Zdaj bom pa jaz nekratko preletel ta PowerPoint, ki sem ga pripravil in se bom malo premaknil, tako da boste pač malo z menoj preleteli to znanstveno monografijo, da si boste lahko predstavljali, o čem sem pisal, kaj sem obravnaval. Torej, ta monografija Nacionalne države na udaru globalizacije je sestavljena iz 3 delov, izredno pomembnega teoretičnega dela, ki vključuje predstavitev in interpretacije analiz, ki so raziskovali odnos med nacionalizmom oziroma nacionalno zavestjo na eni strani in nacionalno državo v okviru globalizacijskih struktur. Potem demografsko-statističnega dela, ki je potrdil mojo tezo o pomenih izzivih za evropske nacionalne države, ki jih predstavljajo predvsem nizka rodnost, migracije in politika multikulturalizma. In posledično izdelava državocentrično etnocentrične taksonomije, ki je prikazala geografsko razporeditev nacionalnih in nenacionalnih držav v zadnjih desetletjih in s tem povezane spremembe. Ter, kot sem že omenil, intervjujev z relevantnimi poznavalci obravnavane tematike. Moj cilj je bil podrobno opredeliti vlogo in pomen nacionalne države v globaliziranem svetu, pri tem pa smo uporabili tako kvantitativne, se pravi numerično-statistične metode, kot kvalitativne metode, poglobljeno razumevanje pojavov in njihovega ozadja, ter raziskovanje v več fazah in metodo kompilacije oziroma
primerjave. Torej, v prvi fazi sem se ukvarjal z nastankom narodov, s tem, kako je potem na podlagi tega so nastale nacionalne države. Obdobje nacionalnih držav se, kot vemo, nekako v znanstveni literaturi začenja z Vestfalsko mirovno pogodbo leta 1648 načelom, čigar dežela njegova vera. Tu imamo znan portret ratifikacije ministrske pogodbe leta 1648, torej takrat, ko se je končala 30-letna vojna v srednji Evropi, in tukaj prikazuje podpis ene od pogodb, ki so privedle do Vestfalskega miru in posledično rojstva koncepta nacionalne države. Podrobno pa vsem tem pač pišem jasno v knjigi. Potem se ukvarjam z paradigmami oziroma teorijami, kdaj ne bi nastali narodi, ločimo več paradigem. Potem se ukvarjam v knjigi z koncepti nacionalizma oziroma načina nastanka nacij, z delitvijo na zahodnoevropski in srednjoevropski oziroma vzhodnoevropski tip nacionalizma. Prvi je državljanski tip nacionalizma, to je tako imenovani francoski model, ki temelji na skupnosti enakopravnih suverenih državljanov, privržen skupnemu nizu političnih principov in institucij. Drugi je etnični etnokulturni nacionalizem, nemški model, ki poudarja skupen narod, jezik in kulturo. Ta model imamo tudi mi Slovenci. V sodobnem svetu govorimo še o imigrantskem tipu, to je recimo ZDA, Kanada, Avstralija, in kolonialnem tipu, Afrika, Azija, oziroma modelu nastanka narodov oziroma nacij. V zadnjem času pa nekateri govorijo še o multikulturnem tipu nacionalizma, ki zagovarja raznolikost in je proti homogenim nacionalnim državam. Potem imamo tukaj shemo, ki prikazuje jeziki ustvarjanja nacionalne države. Torej, to so recimo skupna kultura, zgodovina, jezik, ozemlje, narodnost, religija. In to so nekako sestavni elementi, jeziki, ki povezujejo nacionalno državo. Odlično pa je vse te jeziki, ki ustvarjajo nacionalno državo, povezal dr. Andrej Fink, ki ga tudi citiramo v knjigi, ki pravi, da je narod živa biološka kulturna skupnost ljudi, ki imajo isto pokolenje, isto domovino, isto zgodovino in usodo, isto kulturo in nek svojski narodni značaj in se te svoje skupnosti tudi zavedajo. Tukaj imamo recimo prikaz geografske jezikovne razporeditve jezikov v Evropi. V Evropi se nacionalnih državnih jezikov v precejšnji meri ujemajo z mejami posameznih evropskih narodov oziroma njihovim narodnostnim ozemljom, ampak po drugi strani pa se tudi ne ujemajo. Ker vidimo, da so določene narodnostne manjšine in podobno in recimo že prva svetovna vojna, druga svetovna vojna je recimo tudi prišlo tudi zaradi nerešenega mejnega vprašanja. Zdaj, kar se dogaja v Ukrajini, pa je tudi povezano s tem, oziroma je pač stvar širše debate, ampak o tem zdaj na tem mestu pač ne bi govoril. Potem pišemo o pomenu in vlogi globalizacije, citiramo različne teoretike in tako dalje. Izraz globalizacije se je pojavil v 60 letih prejšnjega stoletja in opisuje proces, v katerem se obseg in intenzivnost transportnih, trgovinskih in z njimi povezanih čezmejnih komunikacijskih tokov hitro povečuje, zmanjšuje se pomen nacionalnih meja ter veča vpliv čezmejnih, gospodarskih, političnih, varnostnih in socialno-kulturnih aktivnosti. Potem imamo cel kup teh definicij globalizacije. Zdaj tukaj ne bom pač podrobno jih bral, citiral in tako dalje, vse to lahko najdete v knjigi. Potem citiram tudi različne politologe, sociologe in njihove poglede na globalizacijo. Recimo Anthony Giddens je pisal o dimenziji globalizacije. Potem Ronald Robertson je pisal o globalnem polju. Potem pa imamo še cel kup dimenzij globalizacije, različne vrste tipi in tako dalje, ampak pač to bomo preskočili. Potem smo priča različnim periodizacijam globalizacije.
Recimo Jeffrey Sachs, ki je v času osamosvajanja svetoval slovenski vladi glede privatizacije, je pa leta 2020 recimo napisal eno knjigo in napisal po svoje, torej opisal 7 globalizacijskih obdobij z njihovimi časovnimi intervali, velikimi tehnološkimi spremembami in obsegom upravljanja. Seveda potem so pa tudi druge te, kako bi rekel, periodizacije, razporeditve globalizacije, kaj ti eni segajo z globalizacijo veliko nazaj, drugi pa bolj v sedanji čas. Potem imamo različne koncepte globalizacije, različne poglede in tako dalje. Potem se pa v knjigi ukvarjam s problemom demografije in migracij, to pa zaradi tega, ker menim, da ravno ta dva faktorja izredno pomembno vplivata na nacionalne države. In recimo tukaj imate primer zemljevida sveta. Na nacionalne države pomembno vpliva rodnost v posameznih državah. Zemljevid prikazuje države sveta recimo leta 2013 po stopnji fertilnosti. Število živorojenih otrok na eno žensko v reprodukcijski dobi. Vemo, da recimo reprodukcijska doba je recimo 14. leta, recimo do 45. leta, danes še dalje. Nazorno kaže recimo ta zemljevid demografsko eksplozijo v Afriki, ki prevladuje večinoma primitivni ali mlad demografski režim. In tukaj vidite ravno to v srednji del Afrike, kjer imajo najvišjo rodnost, recimo v Evropi, v Rusiji in tako dalje, pa je rodnost izredno nizka. In tukaj imamo potem različne primerjave, torej v knjigi so natančno objavljene vse te stopnje rodnosti po svetu in iz tega se lahko vidite, da stopnja rodnosti, predvsem v zahodnem svetu, postopoma upada. In recimo za Evropsko unijo, recimo leta 2015 je bila povprečja fertilnost oziroma stopnja rodnosti na eno žensko 1,58 otroka, kar pomeni, da v bistvu na nek način izomiramo. Nek narod za normalno obnovo potrebuje fertilnost 2,1 otroka na žensko. Pri nas imamo zdaj še lansko leto, smo imeli še nižjo rodnost, po mojem, da tam imeli 1,2-1,3 na žensko, kar je v bistvu katastrofalno. Zaradi tega višjo rodnost imajo po drugi strani v muslimanskih državah, tu imamo tudi cel kup teh primerov, teh držav, je pa ob tem potrebno povedati, da tudi v muslimanskih državah rodnost postopoma pada. In jasno, Evropa se sooča s migrantsko krizo, najbolj izstopajoče je bilo to dogajanje leta 2015. Vemo pa, da se tudi zdaj situacija spet zaostruje. Italija, če dalje bolj zapira mejo, naša vlada oziroma naš sončni kralj pa raje uživa na križarjih in podobno. Tako da se ne zaveda, da se je teh stvari potrebno resno lotiti in nacionalne države so pomembne za to tudi in imajo meje, da se meje zaščiti. Tukaj pa imamo še primer, recimo, kakšen delež muslimani predstavljajo v Evropski uniji. Zakaj sem izpostavil prav muslimansko populacijo? Zaradi tega, ker se nekako slabše vključuje v evropsko družbo. To je na podlagi raziskave Pew Research Center, ki je bil narejen in so podatki za leto 2016. Bodite tukaj pozorni, recimo v Franciji 8,8%, Nemčiji 6,1%, na Švedskem 8,1%, Slovenija 3,8%. In takrat recimo po teh statističnih podatkih je bilo v Evropi približno, v Evropski uniji plus Švica plus Norveška, približno 26 milijonov muslimanov. Potem pa imamo zdaj prognozo za naprej, kako kaže glede na rodnost, glede na migracije in tako dalje. In imamo tukaj na levi strani imamo scenarij srednje migracije, to pomeni, da bi se migracije praktično skoraj ustavile, rodnost bi bila, kakršna je. Na desni strani imamo pa pač scenarij visoke migracije, da se te migracije nadaljujejo v takšni stopni, kot so zdaj.
In lahko vidimo, leta 2050, v primeru srednje migracije, bo v Evropi že skoraj 60 milijonov muslimanov, v primeru visoke migracije pa že več kot 75 milijonov. In če pogledate zdaj recimo na levo stran, Francijo, bo delež muslimanskega prebivalstva v Franciji že več kot 17%. Recimo na Švedskem že kar 20%, v Sloveniji 5%, Nemčiji 10%. Če pa pogledamo to prognozo visoke migracije, bo v Franciji 18%, v Nemčiji skoraj 20%, Slovenija 5,2%, a ne recimo Skandinavija, Švedska, bo pa pač delež muslimanske populacije že kar 30%, kar pomeni, da se ta struktura potem posameznih držav izredno spreminja. Ko sem bil sam s prijatelji leta 1990 v Skandinaviji, ko smo prepotovali tja, je bilo to že čisto drugače, kot je pač danes. Torej, struktura se prebivalstva se zelo hitro spreminja, nekateri ob tem govorijo tudi o veliki zamenjavi. Potem naprej ukvarjam se s vrstami multikulturalizma, ukvarjam se s specifikacijo nacionalnih držav, naredil so to taksonomijo, o kateri pa pač ne bom tukaj podrobno govoril. Razdelil sem pa države v več razredov. Recimo enotne idealne nacionalne države, to pomeni, da ima več kot 95% ena etnična skupina. Potem enotne nacionalne države, 60-94 ena etnična skupina, tukaj spadamo recimo mi Slovenci, zdaj se recimo v Sloveniji približno 70% in tako dalje. In potem tukaj sem, kako pride pač rezultate in tukaj se recimo vidi ta iz stolpčastega grafa, lepo razvidno, kako izrazito narašča število enotnih nacionalnih držav za eno etnično skupino v razponu med 60 in 94% in kako postopoma narašča število več nacionalnih držav. Kogar pa zanima, se bo pač lahko v knjigi natančno podrobno prebral. Potem na podlagi tega sem naredil geografsko razporeditev nacionalnih in nenacionalnih držav leta 2001 in leta 2011. Torej na podlagi statističnih podatkov za vsako državo posebej, pri tem pa sem za vzor vzel raziskavo iz leta 1981 od ameriškega politologa, strokovnjaka za mednarodno politiko Gunnara P. Nielsena. Na podlagi tega sem jaz to njegovo raziskavo potem nadgradil. Torej, Slovenija je primer nacionalne države, enotne nacionalne države, je hkrati država vseh njenih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodoljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in Slovenija jasno skrbi do slovenske narodne manjšine v sosednjih državah. Tu sem dodatno vrisal mejo v bistvu slovenskega narodnostnega ozemlja, kot je bil nekoč. Danes je pa to že tudi precej drugače. Potem pa pač recimo podatke o deležu Slovencev v Sloveniji in tako dalje, intervjuje z pač relevantnimi sogovorniki in potem pač glavni poudarki. Pa recimo naredil sem skemo ključnih globalizacijskih in drugih dejavnikov, ki vplivajo na nacionalno državo, ampak bomo potem to nadaljevanje še povedali. In recimo v bistvu ugotavljam in tudi upozarjam, tako kot nekateri drugi, da se je potrebno zavedati, da se pritarava z gledanjem, da globalizacija spodkopava nacionalno državo in da se na globalizacijo gleda predvsem kot akterja, na nacionalno državo pa kot na subjekt in ne obratno. V bistvu so nacionalne države med ključnimi ustanovnimi akterji, ki so ustvarjali globalizacijo in so njeni sestavni elementi. Nacionalne države pogosto sooblikujejo globalizacijo ali globalne politične forume, da bi ohranile ali razširile svojo moč in zaščitile svoje nacionalne interese. Bile so tudi ključni akterji v prejšnjih obdobjih globalizirane politike, kot so imperiji, kolonizacija, svetovna trgovina, vojskovanje in diplomacija. Potem pač imam še razne različne ugotovitve, naredil sem tudi scenarije razvoja držav v prihodnosti. Mi pišemo 6 možnih scenarijev razvoja sistema nacionalnih držav v prihodnje.
pri čemer se mi zdi najbolj verjetno realistični scenarij so upošteval vso kompleksnost sodobnega sveta, kot če podrobno to jasno pišem v knjigi. In potem imam pač še, da se ukvarjam predvsej z Evropsko unijo. Evropska unija kot nadnacionalna povezava in kot zgled. Evropska unija je zgled v celem svetu, čeprav smo pogosto kritični do nje. O tem pišem tudi v knjigi. Pišem tudi, recimo, oziroma navajam 4 scenariji Evropske unije v prihodnje, to bo dr. Zver, Tomšič bo mogoče več povedal potem v nadaljevanju, en scenarij je možno razpad, potem drugi scenarij delna prilagoditev, tretji scenarij funkcionalni federalizem, četrti scenarij Združene države Evrope. Potem počinjam še različne statistike, grafe in tako dalje in ugotavljam, da bo podobno, kot je v Evropski uniji nastala Evropska unija, ki združuje večino evropskih držav, se bodo po Evropski uniji prihodnje zgledovali tudi drugi deli sveta. In potem predstavljam sključne ugotovitve, o katerih predvsej ne bom govoril, pa bomo mogoče še potem kakšno rekli. To je zaenkrat na hiter pregled. Torej, te znanstvene monografije, ki sem jo pač v preteklih letih pisal. Zdaj pa bom predal besedo mojima sogovornikoma. Ja. Toliko z moje strani. Sedaj besedo predajam dr. Tomšiču, ki me je konec poletja 2016 povabil v doktorskem študiju na Fakulteti za uporabne in družbene študije in bil mentor pri moji doktorski disertaciji, ki je danes med nami v obliki znanstvene monografije z naslovom Nacionalne države na udaru globalizacije. Sam se strokovno ukvarja tudi s temi vprašanji, predvsem pa s tranzicijo v srednji in vzhodni Evropi, po padcu komunizma in v zadnjem času s fenomenom populizma v Evropi. In seveda še celo vrsto drugih tematik. Dr. Tomšič, beseda je vaša. Hvala za besedo in seveda tudi hvala za vabilo na ta dogodek. Najprej neka, recimo temu, obvestilo ali pa disclaimer, kot se temu popularno reče, kar je bilo sicer že povedano, da jaz tukaj sem v neki posebni vlogi, zato tudi ne morem ravno biti neutralen pri, recimo temu, oceni omenjenega dela, ker kot je že Metod povedal, jaz sem tukaj nastoval v vlogi mentorja in jasno, kot takšen sem vso to zadevo nekako ji dal zeleno luč že v samemu podslopku in tudi potem jo ocenil. Tako da tukaj nisem nekakšen neutralen opazovalec. Tako da tudi moja ocena tukaj ne bi bila ravno nekaj prav neutralnega, ker konec koncev sem tudi jaz nekaj svojega investiral, ampak ne glede na to, da pač je moja vloga bila tukaj takšna, kakršna pač je bila, ne bomo lahko rečem, da gre za zelo kvalitetno znanstveno delo, da sama disertacija je bila na izjemno visoki ravni, smo potrdili, da je nekako bila nad povprečjem doktorskih disertacij, tistih z področja družboslovja, o tem pač več vem. In tudi tematika, ki jo je tukaj kolega dr. Berlec obravnaval, pač je zelo relevantna. Konec koncev gre za pač neko delo, ki je aktualno, ki pač naslavlja neka pomembna vprašanja in seveda tudi ponuja neke odgovore konkretne. Tukaj pač avtor vendarle nekako se glede vseh teh ključnih vprašanj opredeljuje. Tukaj se nekako ne poskuša narediti, da je on tukaj nekako vrednotno neutralen ali da je nekako nad temi problemi, ampak zavzame neko zelo jasno pozicijo, ki pa je zelo dobro argumentirana. Skratka, tukaj on je zelo jasen v svojem odnosu do nacionalne države, do tega, kar prinaša globalizacija,
do nekaterih teženj, ki se dogajajo, ki smo jim priča, recimo tudi v Evropski uniji, recimo težnja potem, da se nekako iz Evropske unije ustvari nekakšno super državo, recimo po zgledu Združenih držav Amerike, naprimer. To pač določeni krogi v Evropski uniji, ki niso brez teže, ki niso nepomembni, to dokaj jasno zagovarjajo. Se pravi, nekakšne, recimo temu, Združene države Evrope, kar bi seveda v praksi pomenilo več pristojnosti evropskih institucij, večjo centralizacijo in seveda, jasno, kar je s tem povezano, manj samostojnosti, manj suverenosti posameznih držav. Se pravi, to gre za nek poskus ustvariti celo morda v neki točki neko dosti unitarno vseevropsko ureditev, kjer bi dejansko vse ključne odločitve se sprejemale s strani evropske politične elite, s strani evropske birokracije. No, kolega Berlec to jasno zavrača, takšno vizijo, kot jo tudi, recimo, zavračam jaz, kot jo tudi kolega Zver zavrača, kot je mogoče razumeti z njegovih javnih nastopov, in na srečo velik del evropske politike to ravno tako zavrača. Tudi Evropska ljudska stranka kot največja politična skupina v Evropskem parlamentu in zelo verjetno, skoraj zagotovo, bo tudi ostala največja politična skupina tudi po letošnjih volitvah, je proti tovrstnemu scenariju, ki pa ga dejansko zagovarjajo neke sile, ki si želijo Evropo narediti enotno. To je napačen izraz. Evropa, seveda, v določenih stvarih mora biti enotna, narediti jo želijo unificirano. Skratka, in tukaj gre za neke motive, ki so različni, vendar pa jaz bi tukaj rekel, da je ključen čist nek ideološki motiv. Ključen motiv je narediti Evropo kot celoto, se pravi Evropsko unijo kot celoto, impregnirati z določenimi ideologijami, z določenimi ideološkimi tokovi, ki pa vsi nekako spadajo, lahko bi rekli, v okvir nekakšnega, recimo temu, ali progresivizma, ali skratka sodijo na levo stran ideološkega spektra, gre za ideologije, ki sodijo kot nekakšen korpus takvane nove levice, tukaj se zato uporabljajo različni izrazi, eni govorijo o takvanem prebojenstvu, drugi govorijo o takvanem kulturnem marksizmu, sem sodijo pač razne variante. Tukaj imamo multikulturalizem, imamo nekakšen, to čemer se reče genderizem, neka radikalna varianta feminizma, takvani LGBTizem, ali koliko je zdaj že teh črk, ki tvorijo to kratico. Skratka, to so vse, lahko bi temu rekli, odtenki istega. Tukaj gre za večje število odtenkov, lahko bi rekli, iste politične barve, in tukaj dejansko se skuša narediti Evropo kot nek poenoten, anacionalen prostor ljudi, ki nekako niso več vezani na svoje lastne tradicije, ne samo lastne nacionalne tradicije, ali pa lastne lokalne tradicije, ki niso več vezani pravzaprav na evropsko tradicijo kot takšno. Ker vse te ideologije so izrazito nastrojene ne samo zoper evropsko kulturo, ampak zoper zahodno civilizacijo kot celoto. So naperjene zoper same temelje te civilizacije, so izrazito protikrščansko nastrojene. In mnoge te ideologije dejansko zahajajo že v pravo, lahko bi rekli, kristjanofobijo. Potem so izrazito antikapitalistično naravnane, so proti tržnemu gospodarstvo, so izrazito kolektivistične, nekako vsiljujejo koncept tako belske krivde. Se pravi, da belce, zahodnjake, evropejce razglašajo za
tako rekoč poglavitne krivce za vse težave, s katerimi se je svet soočal v preteklosti, s katerimi se sooča danes in pa verjetno tudi s katerimi se bo soočal v prihodnosti. Skratka, vse je kriva nekakšna evropska nadvlada, vse je kriv kolonializem, vse je kriva dominacija zahodnega sveta, čeprav seveda ti očitki nekako so izrazito falsificirani. Tukaj dejansko je zahodna civilizacija kljub svojim negativnim platem, kljub črnim obdobjem v svoji zgodovini. To je treba priznati. Kolonializem in podobno je nekaj, česar ni mogoče upravičevati. Tudi recimo razne epizode, recimo trgovina s službi in podobno, to pač ni nekaj, kar je mogoče zagovarjati. Ampak nedvomno je ta civilizacija ustvarila neko raven blagostanja, neko raven svobode, kakršno ljudje niso uživali nikoli v preteklosti. In tudi ti negativni pojavi, ki so bili del evropske zgodovine, nekakor niso bili vezani samo na Evropo, na Evropejce. S trgovino službi se niso ukvarjali samo Evropejci, kot skušajo tovrstni kritiki to prikazati. Tukaj gre za neko izrazito pristranost. In ja, vse to nekako skuša Evropejce, zahodnjake pripraviti, da se tako rekoč sramujejo svoje preteklosti, svoje tradicije, opustijo svojo identiteto in postanejo nekakšni državljani sveta, kot oni to temu pravijo. Kar pa je nekaj, kar je povsem praznega, nekaj, kar je povsem votlega. Skratka, ne more nekdo biti zgolj državljan sveta, če ni zakorenjen v nekem konkretnem družbeno-zgodovinskem miljeju. In takšna Evropa, tako vsebinsko izpraznjena, je lahko zgolj obsojena na propad. In nedvomno pač lahko, če zdaj stvari obrnemo, Evropa prosperira, če ohrani svojo identiteto, svoje temelje, pa tudi svoje specifike, ki so vezani na tradicijo vsakega od evropskih narodov, vsake od evropskih etničnih skupnosti. Tukaj ne gre za neko igro z negativno vsoto. Več Evrope ne pomeni manj, recimo, nacionalnih identitet. Nekdo ne postane večji Evropejec, še zato nekako se smatra, da je slovenska kultura nekaj slabega, ali pa da je nemška kultura, če je Nemec nekaj slabega. Nasprotno, tukaj to je med sabo povezano. Močne nacionalne identitete, močne etnične identitete in ostale kulture identitete, ki so del evropske tradicije, nekako so pogoj za močno evropsko identiteto. In tudi seveda, če pogledamo politični ustroj, Evropa bo močno lahko le, če bodo tudi evropske države ohranjale svojo moč. To je dejansko bistvo nekakšne enotnosti v različnosti. Edino na ta način lahko Evropa, Evropska unija, kot specifična politična entiteta prosperira. Mislim, da sem bil zaenkrat za dolg. Hvala. Gospod Zver, vas bom pa najprej vprašal, kar sem vas vprašal že v intervjuju za to knjigo. V znanstveni literaturi je veliko napisanega o fenomenu nastanka narodov. Obstajajo 4 vodilne paradigme: modernizem, pernializem oziroma doktrina trajnosti, potem primordializem, doktrina prvobitnosti in etnosimbolizem. O tem podrobno pišem v knjigi. Ko pogledate nastanek narodov, so narodi res nastali šele s francosko revolucijo, kot trdijo modernisti, ali obstoju narodov lahko govorimo že prej, ker vemo, da so narodi sestavni del nacionalnih držav in s tem Evrope. Hvala lepa za vprašanje, pa tudi za vabilo. Najprej bi rad čestitil za to odlično delo, res vrhunska stvar in tudi zelo aktualna stvar. To, kar je že tudi dr. Tomšič prej omenil, točno o tem gre. Ali bomo v prihodnosti živeli v takih skupnosti ali kakšni drugačni skupnosti, ki bo spoštovala kulturno raznolikost, etnično raznolikost, različne kolektivne identitete, ki se ustvarjajo, ali bomo pa živeli v neki enoviti
supra paradržavi, ne, ki bomo rekli kakorkoli že. Jaz mislim, ampak bom najprej začel z odgovorom. Ne. Jaz sem eden tistih, ki meni, ne, da so kulturni dejavniki delajo etnično posebnost. Ne. Mi, ki smo malo manj mladi, se spomnimo, da so nas učili še v marksizmu v šoli, ne, da je narod nastal na neki stopni družbenega razvoja, ne, ko je bila pač družbena delitev že tako temeljita, ne, da so se potem lahko oblikovali tudi kulturne entitete, kot so nacije ali pa narodi. Ne. Kar je dokaj skregano z logiko stvari. Ne. In seveda, ker so tudi nastali v določenem zgodovinskem trenutku, bodo v določenem zgodovinskem trenutku tudi propadli, izginili. Ne. To je bila taka marksistična paradigma, razlaga, ampak na Slovenskem smo jo relativno hitro premagali že v 80-ih letih z 57. številko Nove revije, ne. Nekateri se spomnite, in od takrat naprej praktično marksistična teorija naroda niti več ni bila prepričljiva. Ne. Torej, narodi so živeli bistveno prej, tudi slovenski narod bistveno prej. Mi lahko rečemo, smo se opisnili že z brežinskimi spomeniki ali pa kakšnimi pismi že še starejšega datuma. Torej, Slovenci smo tudi dokaj hitro prevedli Biblijo v naš jezik, smo med prvimi 10 nacijami na svetu. Že Trubar je pisal o slovenski deželi v ednini, ne? Kljub temu, da smo bili ločeni, ne, na različnih deželah. Torej se je že čutilo, ne, že predvsem zaradi jezika, da smo neka posebna kulturna entiteta in pazite, smo ohranili to skozi na tem krožišču velikih interesov, vojn, trkov kulturnih, ne, smo ohranili slovenstvo, slovenski jezik in slovensko kulturo. To je velika stvar. Ne. To se lahko zgodi tam nekje daleč stran, če si odrinjen, ampak tukaj med romansko, germansko, madžarsko, južnoslovansko kulturo, da ohraniš svojo kulturno bistvo, to je fascinantno, res. In da smo še dobili zdaj državo za to neko skorjo, ki vse skupaj to pomaga varovati, to je res perfektna stvar. Res je, da so za to zaslužni vsi naši predniki, ne, skozi stoletja so čuvali to kulturo, jezik, religijo, torej vero, ki nam je močno pomagala pri vsem tem ohranjanju lastne kulture. Zdaj, ko sem omenil religijo, vero, pa pomagala, saj religija je tudi kultura. Ne. Jaz sem leta 2000 delal eno raziskavo o političnih in ekonomskih vrednostnih orientacijah. Ne. In to na podlagi ene svetovne raziskave vrednot in potem sem ven luščil odgovore na posamezna vprašanja. Ne. In kaj sem ugotovil na koncu? Da so ključne razlike, kulturne razlike, v bistvu verske razlike. Ne? Odnos do svobode, odnos do, smo merili, ali menite, da mora država skrbeti za vas, ali najprej ste sami odgovorni, da skrbite zase. Ne? Odgovorite od 1 do 10. Ne? In podobna vprašanja so bila in sem potem razne sindrome, kulturne značilnosti odkrival in res neverjetno. Katoliški del držav skupaj, protestantski del držav ločeno skupaj, potem recimo pravoslavni, islam in tako naprej. Ne. Dobil sem 4 različne grozde ali 5, ki so se med seboj razlikovali po religiji, po veri. To pomeni, da je vera nekaj eminentna v tem kulturnem čebulčku, ne? In tudi recimo, kdo reagira tako, čeprav se ima za ateista, po krščansko, ne? Ali pa po katoliško. Ne? Torej, neka notranja kultura, vrednostne orientacije določajo tvoje mišljenje, pa tudi vedenje. Ne? In
No, to je zanimivo, ne? In Slovenci smo oblikovali svojo lastno kulturno bit, to je dejstvo, in največje orodje pri tem je bil vsekakor jezik, ne? Jezik in jaz večkrat pravim, hvala Bogu danes, da smo v Evropski uniji, kjer se jezik, slovenski jezik, njegov volumen se veča, nove izraze dobivamo, ne? In tako naprej, vedno več ga ljudi govori slovenski jezik. Je pa seveda bi bil vesel, da vedno več Slovencev govori slovenski jezik, da bi bila demografska slika malo boljša, kar je včasih odvisno tudi od politike, da ne bomo samo na znanstveni ravni ostali, ne. Leta 2004 smo imeli v Sloveniji 17.000 rojstev na leto. Z dobro politiko, družinsko politiko in socialno politiko smo čez 4 leta imeli že 24.000 novorojencev. Torej se da, ne? Skupnost lahko spremeni tudi te demografske podatke v plus, če je seveda klima primerna. Ne? Če pa se v šoli, v šolskem prostoru širijo LGTB, IQ in tako naprej ideologije, protidružinska družina več ne bi nič veljala, ne? Saj v marksizmu je ravno to, uničiti lastnino, družino in narod, ne? In vse te temelje, na katerih temelji tudi evropska kultura. Evropska kultura ima seveda tudi skupno jedro, skupne bistvo, recimo, že temelji, že to Lizbonska pogodba pravi, ne, temelji na antični filozofiji, pa na rimskem pravu, pa na krščanstvu, na tudi razsvetljenstvu, ne, na nekem evropskem racionalizmu, ki je najbolj ravno tukaj zaživo v našem kulturno-civilizacijskem prostoru. Torej imamo neka skupna jedra in kulturna, ne. Smo pa seveda tudi različni, ne. Ampak te razlike so bogatstva, ki jih je treba čuvati in Evropa si je zadala tak, nikoli še nismo živeli v tako dobrem kulturnem in drugem političnem okolju kot ravno danes in jaz mislim, da nam Evropa zagotavlja neki okvir, da lahko preživimo, ne. Ampak ravno na področju kulture moramo najbolj paziti, ne. Ko je nastala prva Jugoslavija, to večkrat rad ponovim, ne, da se bolje razume, ne, so nekateri hoteli unitarne Jugoslavijo takoj na začetku, ne, pa Vidnodanska ustava in tako naprej, in so rekli, bomo imeli skupna jedra oziroma skupni kurikul. In so se Slovenci uprli takrat, ker so vedeli, kakšne nevarnosti v tem. Albin Prepluh je organiziral avtonomistično gibanje, 80 vidnih slovenskih kulturnikov, umetnikov, politikov in tako naprej je podpisalo to izjavo, ne, in so naredili tako močen pritisk, da je šola ostala slovenska. In celo znotraj časa obdobja komunizma, ne, Slovenci niso pustili šole, ne. V 80-ih letih, se nekateri še spomnite, je bila huda bitka za skupna jedra. A so se učitelji uprli, pa tudi politike, moram priznati. Danes se spet na ravni Evropske unije govori o skupnih jedrih, ne, šolskih, skupni kulturi in podobno. To je v redu, ne, tudi izobraževalni sistemi morajo priti na neke skupne postavke. Moramo približno, učitelj z Grčije mora približno enako znati kot iz Slovenije ali Nemčije, zdravniki isto. V času slovenskega predsedovanja 2008 sem podpisal taki debeli špeh, ne, evropski kvalifikacijski okvir, kjer točno določa, kakšen poklic mora kaj vsebovati oziroma kakšne znanja so potrebne, kakšne veščine in podobno. To je v redu, ne, ta standardizacija pač mora biti, ne. Ampak šolstvo je veliko več in vzgoja in izobraževanje je veliko več kot zgolj te primerjave diplom ali pa potrjevanje in tako naprej. To so tehnične stvari, ki pač morajo veljati in hvala Bogu v evropskem šolskem sistemu zaenkrat veljajo. Ampak vedno večji pritiski pa so po skupni interpretaciji določenega zgodovinskega dogodka, določene zgodovinske osebnosti in tako naprej, ne.
Ampak tu še Nemci pa Francozi težko pridejo skozi, ne. So napisali en skupen učbenik, ampak interpretacije dogodkov so pa precej različne. No, torej kultura je zelo pomembna, da ohranimo v svoji suvereni pristojnosti, ne, ker tudi Evropska pogodba nam daje to, ne. Nikoli nam od nas ne morejo zahtevati, da bomo govorili drug jezik v Sloveniji ali v šoli ali v pisarnah in podobno. Ampak občutljivi moramo biti tudi za te nove ideologije, o katerih je govoril dr. Tomšič, ki radikalno spreminjajo svet in interpretacijo sveta in tako naprej, ne. Tukaj rabimo neko večjo stopnjo odpornosti, svoje odpornosti. To nam lahko omogoči znanje ali pa vera ali pa ne vem kaj, ampak vsekakor je tem ideologijam treba postaviti neko mejo, ne, do kje lahko gredo. Recimo kulturni marksizem je bil omenjen, prav neverjetno ena stvar, ki je že zdavnaj mrtva, ne, začenši z Gramscijem tam v začetku 20. let. Gramsci je prvi razumel, ne, od teh marksistov, da ta materialni pogled, ne, ni dober, ne, in zato je treba kulturo spremeniti, vrednote, glave je treba spremeniti, ne. Ampak smo mislili, da konc te zgodbe, ne, ko je on šel v Gramsci, ampak ne, so se inštituti navezali na to vrstne teorije, recimo Frankfurtski inštitut, ne, ki so ga Nemci pravočasno vrgli iz Nemčije, ne, ampak so širili to ideologijo v Ameriki in to vrstne ideologije, ne, tam še imamo vrsto drugih. In danes imate zelo slabo situacijo na ameriških univerzah in inštitutih. So zelo levi. To se vidi danes, ko ne upajo vodstva teh univerz ameriških, mnogih, ne, velika večina, ni upala obsoditi Hamasov napad na Izrael, ne. To je katastrofa, kam gre ta svet, ne, bi temu rekli, ne. Točno, ključno pri vsej stvari so vendarle vrednote, ne. En avtor Hofstede je narisal eno čebulnico in dejal, tukaj v sredini so vrednote, potem naslednji krog so norme, politična načela in tako naprej, potem je druga vrsta kulture, ne. Vse skupaj, ampak jedro kulture so pa vrednote, ne, in če pomaga vzgojno-izobraževalni sistem to vzdrževati, pa družina, starši, pa mediji, ne, potem ne bi smeli imeti nekih hudih skrbi za prihodnost slovenskega naroda ali pa prihodnost slovenske kulture. Ampak nimamo glih sreče, ne z mediji, ne, tudi z šolskim sistemom, ne, bo treba marsikaj spremeniti, ko bomo spet dobili vajeti v roke. Jaz se opravičujem, če sem malo preveč zdaj spolitiziral to zadevo, ampak da ne bomo ostali zgolj na sferi znanosti, ne, je fajn, da se včasih kakšna stvar poskuša čim bolj v realnosti prikazati, ne. Hvala. Ja, bi se kar navezal, iz evropskega nivoja na slovenskega, sam sem pred govoru zapisal, da mora biti glavna prioriteta državnih političnih voditeljev in vseh, ki upravljajo z državo, se pravi z Republiko Slovenijo, da zagotovijo njeno preživetje v tem turbulentnem času, da jo znajo ustrezno upravljati in voditi. Morajo jo varovati, da bo stala, ter se uspešno razvija naprej. A nekako ob sedanji oblasti je to pod velikim vprašajem, saj je očitno, da ni vseeno, kdo nam vlada. Bi vaju zato vprašal, se strinjata s tem, ob tem bi vaju tudi pač vprašal, kaj so povajno v tem trenutku glavni izzivi Slovenije in kako se soočiti z njim. Morda nekaj dr. Tomšič. Glavni izzivi, jaz bi rekel, da prvi in glavni izziv, ali pa ne bom rekel kar, kako bi rekel, nuja,
bi bila zamenjava oblasti. To mislim, da je prva stvar, ki bi se morala zgoditi, pa se zelo verjetno do volitev ne bo zgodila. Ampak ja, kot se rado reče, nikoli ni prepozno, ali pa druge reke, bolje pozno kot nikoli. Lahko se to zgodi na naslednjih parlamentarnih volitvah, in to mislim, da je ključna zadeva, ker konec koncev to, čemur smo priča, recimo v slovenski politiki, skozi neko malo daljše obdobje, recimo zadnjega desetletja, je nekaj tazga, kot rečejo Američani race to the bottom. Se pravi, neko stalno nižanje standardov, pojavljajo se vlade takvanih novih obrazov, od katere je vsaka manj kompetentna od predhodne, in ko človek misli, da nižje ne more iti, pa nas nova tovrstna vlada kaj hitro o tem demantira. In tukaj seveda pa je tudi odgovornost tudi recimo druge politične strani, tudi drugega političnega tabora, tistega, ki ni na oblasti, tistega, ki izhaja iz vrednot slovenske pomladi in ki je dejansko, lahko bi rekel, izvorno proevropsko usmerjen. Tukaj ta tabor bo moral dobro razmisliti, kako mobilizirati volivce, kako jih prepričati v to, da se udeležijo volitev, kako preseči apatijo velikega dela slovenskega volilnega telesa. Da tukaj skratka odgovornost ni zgolj na strani aktualnih vladajočih, ki nekako opravljajo svoje delo. Vemo kako, mislim, da to lahko spremljamo iz tedna v teden, škandale, eskapade, izraze nesposobnosti in ampak tukaj je, da se temu naredi konec, mora tudi druga stran, ta, ki je zdaj v opoziciji, narediti, opraviti svoj del naloge. Toliko zaenkrat. Ja, jaz tudi mislim, da so te volitve res pomembne, letošnje evropske. Predvsem zaradi tega, da se trend malo zaustavi. Zdaj smo zadnje leta res obstaja realna nevarnost, da se spremeni Lizbonska pogodba, recimo. Lizbonska pogodba je vendarle dala tudi malim članicam pravico, da njihov glas nekaj šteje v Bruslu. In res šteje, mi smo pozitivno diskriminirani, mi smo privilegirani Slovenci. Recimo v samem svetu EU obstaja veto. Mi lahko rečemo ne, mi se v tem strinjamo, čeprav se vsi drugi strinjajo, mi lahko rečemo ne. In potem se oni seveda borijo, grejo proti našim interesom in tako dalje in lahko kaj dobimo. In to smo že naredili na področju kmetijske politike enkrat. Torej imamo izjemno močno orožje. In zdaj ga nekateri hočejo, pod krinko, da je Evropska unija premalo učinkovita, spremeniti oziroma ta način odločanja, veto ukiniti, in bi potem glasovali na druge načine, ali s kvalificirano večino, ali pa z navadno večino in tako naprej. Vidite, tukaj bi mogli vsi poslanci iz Slovenije, ne samo iz desno-sredinskih strank, trdno stati na principu veta. To, kar so zapisali v Lizbonsko pogodbo, mora ostati noter. Tudi danes, če kdo malo ponagaja, se lahko izloči iz glasovanja in je potem vseeno odločitev sprejeta s soglasjem. So tudi možnosti taki obvode, recimo, ampak načeloma veta ne smemo spustiti. To je v svetu. Potem pa smo v dobrem položaju tudi, kar se tiče parlamenta. Nas je 2 milijona, zdaj bomo volili 9 poslancev. Nemcev je 85 milijonov, pa imajo 92 poslancev. Naš poslanski mandat je bistveno težji, močnejši kot recimo mandati iz Nemčije. Ampak v njih je več, seveda. To moramo tudi upoštevati. In zlasti v parlamentarnem delu demokracije tukaj šteje pač 50% plus en glas. In zato smo v parlamentu dokaj razcepljeni, včasih v kakšnih ideoloških vprašanjih je celo neodločeno ali pa čist mala razlika. In
parlament je samo, to moramo veriti, ne, samo en del demokracije evropske, samo en del, pa volitve, pa tak dalje. Ne. Drugo, po mojem mnenju, še bolj pomembno, ta konsenzualna demokracija je svet, ne, kjer se išče konsens pa dogovor, da se pol ne uporabi veto, recimo. Ne. Zato so odločitve sveta veliko bolj kakovostne in kvalitetne in veliko več energije gre za to, da svet ko odloča svet. Ne. Torej imamo dva zakonodajna telesa na evropski ravni in jaz pravim, hvala Bogu, da poleg parlamenta, ki včasih vseka mimo, obstaja še svet, ki včasih zaštopa naše odločitve. Ne. Mi smo sprejeli toliko, oprostite, tudi nesprejemljivih dokumentov v Evropskem parlamentu, da je to groza. Pa Levica poskuša za vsako stvar, tudi če se pogovarjamo o krompirju, dati splav noter, pa enakopravnost žensk in podobno. Ne. Skratka, v čiste take vsebinske drugovrstne teme, ne, oni vnašajo ideološke bombice noter. Ne. In doslej so imeli večino. Mi smo sicer bili EPP skupaj z njimi, ne, smo rekli, naj bo to velika koalicija, ne, da bo lažje upravljala z Evropsko unijo, ne, ampak smo zadnje leta sprejemali hude napake, napačne odločitve. Ne. Tudi tisti program, smo rekli Fit for 55, ne, tam noter smo zapisovali razne take postavke z področja zelene politike, pa kmetijstva, pa gospodarstva. Same slabe stvari. Ne. Evropska unija je izgubila na konkurenčnosti. Poglejte, evropsko avtomobilsko industrijo, v kakšni krizi je, hotela je dizel umakniti, že čez par let, ali pa bencinarje, torej avtomobile z notranjim ogrevanjem, pa nimamo pripravljene alternative. Se električne avti niso alternativa, zato ker nimamo omrežja, nimamo strukture, infrastrukture nam manjka v Evropski uniji. Nemčija ima probleme prinesti elektriko iz severa na srednjo Nemčijo, kaj šele na jug Nemčije. Skratka, zaradi nekih ideoloških, ne, ali pa recimo sprememba kmetijske politike, kjer so hoteli na hitro zmanjšati število govedi. Leta 62 se je skupna kmetijska politika začela. Takrat smo imeli približno milijardo glav živine in danes jo imamo tudi približno to, pa veliko več ljudi. Ampak še to jim je preveč, ne, ker prce niso v redu za planet. Ne. In smo sprejemali, ozadje pa so seveda multinacionalke, ki imajo že pripravljeno sintetično meso in preko teh raznih, tudi nevladnih organizacij, hočejo spraviti nov način prehranjevanja naprej. Ne. Skratka, na mnogih področjih smo naredili napake in zdaj treba to zaustaviti. In lahko zaustavimo, če se vsaj 2-3% spremeni volilno telo in se obrne bolj v desno. V tem primeru bi lahko te skrajne leve predloge, ne, za prihodnost planeta porinili na stran in si postavili nove razvojne cilje. In to bo po mojem tudi glavna naloga nove komisije pa novega parlamenta. Ja, zadnji 2 leti na delovanje Evropske unije močno vpliva ruska agresija na Ukrajino, pri čemer je jasno, da Evropska unija je nastala kot mirovni projekt in da v bistvu na ta izziv ni bila dovolj pripravljena, je pa nekako enotno obsodila rusko agresijo na Ukrajino in te napadni državi priskočila na pomoč. Zato bi ga vprašal, kako vidita dogajanje povezano s tem, sedaj imamo ni samo vojna v Ukrajini, tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu in še marsikaj drugje in Evropa se je tu znašla v neki posebni vlogi, tudi v zadnjih letih se je vrnila nazaj geopolitika, torej vpliv za moč, oblast v svetu, torej države juga, države drugega in tretjega sveta, kot smo včasih rekli, nekako oporekajo Zahodu in se z njim soočajo za prevlado v svetu, zelo se je povečal vpliv Kitajske in še tudi nekaterih drugih držav BRICS-a.
Tako da vaš vajen kratek komentar na to temo. No, če mi je dovoljeno, naj stvari nekoliko širše zastavam. Tukaj, varnostne grožnje so tukaj evidentne in sodijo v pač neki širši sklop groženj, s katerimi se mora soočati Evropska unija, Zahod in seveda tudi svet kot celota. In tukaj se pogosto nekako govori o spremenjenih odnosih v svetu, o tem, kako Zahod kot celota in Evropska unija še posebej zgublja neko geopolitično težo v svetu, kako se krepijo razni globalni avtoritarni centri moči, Kitajska, predvsem Rusija, kako se tukaj soočamo z grožnjami, z terorizmom, raznimi oblikami ekstremizma, kako Evropska unija izgublja svojo težo tudi v ekonomskem smislu, kako ni več konkurenčna, vsaj na nekaterih področjih, kako jo določene države, recimo Kitajska, pa tudi nekatere druge države vzhodne Azije prehitevajo. Vendar pa, po moji oceni, je tukaj ključen en razlog, in to je interne narave, se pravi, glavna grožnja Evropski uniji, njenemu položaju v svetu in tudi varnosti, blaginji, svobodi Evropejcev prihaja od znotraj. Ker ta grožnja je povezana tudi z zunanjimi. Ta grožnja omogoča zunanje grožnje. In ta grožnja, lahko bi rekel, da je ideološke narave. Je kulturno pogojena. In gre za točno isti konglomerat ideoloških tokov, o katerem sem prej govoril. Vso to poribojenstvo, vso to novolevičarstvo, to je razlog vseh težav, lahko bi rekel, vsaj velike večine težav, s katerimi se Evropska unija sooča. In konec koncev tudi vse zgrešene politike, ki jih je Evropska unija vodila v zadnjem času, od raznih okoljskih norosti, uničevanja industrije, uničevanja kmetijstva in do politike odprtih meja, ki je povzročila množično nezakonito priseljevanje in posledično ogrozila varnost mnogih evropskih okolij, ko se prišlo do porasta raznih oblik kriminala, nasilja in tako naprej. Do koncev čisto direktnih groženj neki svobodi, denimo svobodi izražanja, preko vsiljevanja politične korektnosti, preko takvane kulture izločanja, ki jo generira levica, ko skuša utišati vse tiste, ki se z njeno agendo ne strinjajo, ko nekako se dogajajo absurdne prepovedi dogodkov, kot se je nedavno zgodilo v Bruslju, ko je nek lokalni župan neke bruselske četrti, seveda socialist, prepovedal nek dogodek konzervativne narave, češ, da on tega v svojem kraju ne bo dovolj, skoraj neko tipično šerifovsko obnašanje, ki smo ga tudi ponekod v Sloveniji žal navajeni. Skratka, pač vse te norosti, nesmisli, vse te škodljive politike so pogojene s temi ideologijami. In tudi Evropa je šibka tudi v varnostnem smislu zaradi tega. Zato, ker jo tudi prej omenjeni avtoritarni centri moči dojemajo zaradi tega kot šibko. Ko recimo Vladimir Putin vidi, kaj se dogaja v Evropi, s kakšnimi norostmi se evropska politika ukvarja, kako je, kakšna, lahko bi rekel, moralna degeneracija se dogaja v določenih ozirih, ko nekateri zagovarjajo, da je število spolov tako rekoč poljubno. Vsakdo si lahko izmisli svoj spol. Ko nekdo od zunaj, recimo, gleda, predstavimo se mi, recimo, perspektivo, recimo, Rusije ali Kitajske, ko gleda na to, in si misli, da ti so nekako odplavali nekam, in potem se tudi prej odločijo za
neke bolj agresivne akcije. Če je bila Evropska unija takšna, kot je bila pred desetletji, kot je bila leta 1990, če bi jo vodili ljudje, ki so jo takrat vodili, recimo tedanji nemški kancler Helmut Kohl, tedanja britanska premijerka Margaret Thatcher, prepričani smo lahko, da do ruske agresije na Ukrajino ne bi prišlo. Rusija se tega ne bi upala. Tudi pod sedanjim predsednikom, kakršenkoli že je, ki je pač, lahko si mislimo o njemu to ali ono, ampak vendar pa ne bi šel nekako z glavo v zid. Ne bi šel v neko takšno operacijo, če ne bi pripričan o uspehu. Tukaj bi pač Putin pripričan, da bo ta takvana posebna vojna operacija, da se bo kratko končala. Se mu je sicer zalomila. Ampak če pa on tega ne bi bil prepričan, pa v to ne bi šel. Če bi bila Evropska unija takšna, kakršna bi morala biti, potem se za to zagotovo ne bi odločil. Se pravi, Evropa je šibka tudi zato, ker se jo percipira kot šibko. Ker jo te nedemokratične sile, ki nekako so v ekspanziji, ki širijo svojo moč, širijo svoj vpliv, jo gledajo kot nekako nerelevantnega tekmeca. Tukaj moramo si žal priznati, da v marsičem imajo prav. Evropska unija dejansko je v marsikaterem oziru zašla. Se pravi, da tudi varnost, tudi to vrste ideološke norosti so tudi z varnostnega vidika izjemno škodljive. In jasno, tukaj, dokler Evropska unija ne bo vzpostavila nekega konkretnega varnostnega sistema, po domače povedano vojske, svoje oborožene sile, oborožene formacije, ki deluje, ki ima neke konkretne resurse, kjer ne gre zgolj za neke, neko cyber vojskovanje in podobno, ampak za konkretno vojskovanje, za klasičnim orožjem, za tanki, topovimi, ladjami, vojaškimi avioni. V tem primeru Evropske unije, vsaj v tem varnostnem smislu, nihče ne bo mogel resno jemati. Tukaj je Evropa dolgo časa živela v neki iluziji, češ, da je to zdaj nekako, da so oboroženi konflikti stvar neke preteklosti, da se lahko ukvarjamo zdaj z nekim sajenjem rožic, da gremo lahko s cvetjem proti tankom, ne moremo iti. Proti tankom se gre lahko zgolj za tanki ali še čem močnejše, ne pa za nekimi tovrstnimi iluzijami. In skratka, edini način, da se tovrstnim grožnjam zoperstavimo, je, da Evropska unija, seveda v partnerstvu z Združenimi državami Amerike, vzpostavi neko vojaško moč, ki se bodo drugi po domače povedano bali. Avtoritarce se lahko ustavi le na način, da se jim nažene strah opusti. To je edina možnost. Še bo, da bo gospod Zvednja. Ja, res je Evropska unija nastala kot mirovni projekt. In tudi smisel te prve skupnosti o jeklu in premogu je bil ravno ta, da so te države jedrne evropske eno drugo kontrolirale, da ne bi prišlo do oboroževalne tekme. Zelo pameten začetek. Čeprav je kasneje Schuman dejal, da bi začel pri kulturi, če bi še bil enkrat v poziciji, da bi združeval Evropsko unijo, ampak to je že druga tema. Varnost, resnično je nastal en taki varnostni vakuum, še posebej, ko so se začeli Američani umikati z Bližnjega in Srednjega vzhoda pred par leti in seveda tudi vedno manjšo vlogo imajo v Evropi, ameriška vojska. Trump je Merklovi dejal, sama plačuj za svojo varnost, če se spomnite. Nemčija je dala 0,7% za vojsko, še manj kot Slovenija. In je rekla, ja, bomo to v 2-3 mandatih naredili, in rekel, prepozno bo, in je res prepozno. So prej ustvarili Američani en taki prazen prostor, ali pa varnostni prazen prostor. Po drugi strani, pa vse te evropske države zberejo, dajo za vojsko 3-4 krat več kot samo Rusija. Ja pa pomislite, ne moremo
podpirati Ukrajine, ker ne izdelamo dovolj orožja in municije. Rusija pa lahko to naredi. Dobro, ne bi rad primerjal gospodarstvo Rusije ali pa Evropske unije, ampak vseeno, oni so bili veliko bolj pripravljeni na to vojno kot mi. V Evropi smo imeli 29 različnih firm, ki so delale te samohodke, kako se že to reče, Američani samo 3. Torej imamo popolnoma razpršeno vojaško industrijo in šele pred leti so začeli razmišljati o tem, da bi se malo usklajevali na tem področju. Ampak še pred leti v nekem vojaškem varnostnem dokumentu je pisalo, konec je času konvencionalne vojne, tankov in vojakov, zdaj je prišel čas kibernetske vojne in računalnikov in tako naprej. Kakšna zmota, kakšna zmota in mnogi politiki so temu verjeli in zato so tudi manj financirali vojaško industrijo. Zdaj se stvari sicer izboljšujejo, ampak prepozno. Mi bi, če bi bili bolj pripravljeni, lahko Ukrajini pomagali in bi že v 6 mesecih lahko dobila to vojno, premagala Rusijo. In potem nismo Evropejci bili sposobni dajati dovolj pomoči v municiji in orožju in pa tudi zaradi nekaterih političnih odločitev, tudi ZDA in nekaterih drugih večjih držav. Zdaj pa imamo to, kar imamo, stagnacijo strani Ukrajine in mislim, da bo Evropa morala veliko hitreje proizvajati in spremeniti svojo vojaško industrijo, da bi se lahko tudi sama sebe branila, ne samo Ukrajine. Prav je povedal profesor Tomšič, s takimi se pač mora tako delati, da mu poženeš strah v kosti. Poleg tega so zelo ti hibridni sistemi, Kitajska, Rusija, ki so na pol demokratični ali pa še to ne, se hvalijo svojo učinkovitostjo. Tudi moramo priznati, Kitajci so na področju gospodarstva dobri. Res je, da na račun delavcev pa tak dalje, ampak so v svetovnem merilu postajajo prevladujoči. In tudi Rusi se hvalijo, da veliko bolj njihov režim, njihov sistem zadovoljuje javne storitve, kot se to dogaja v dekadentnem zahodne Evropi ali pa Ameriki. Te stvari so res hude. Zdaj, če gledamo v perspektivi, Evropa je močno prizadel tudi Brexit. Takrat, ko so še bili Britanci z nami, smo se hvalili, da smo najmočnejša gospodarska sila na svetu, kar je držalo, ampak potem je šlo vse navzdol. Tudi zaradi tega, ker so bile te silnice po enovitosti pa premočnem Bruslu prevelike. Ključno sporočilo te knjige je, da mora Evropska unija, če hoče obstati, temeljiti na državah članicah. Ne samo na državljanu, pa na evropskih volitvah, pa parlamentu, pa to, na državah članicah, ki se morajo zavedati in se počutiti pomembne v Evropski uniji. Če ne bo začela Evropska unija pokati po šivih, kot je pokala Jugoslavija nekoč. Bolj, ko je Beograd hotel vse zase, bolj so delovale druge sile in bolj so bežali stran iz Jugoslavije. In to je normalna reakcija. In to se pač en levi del politike ne zaveda. Živi v svoji pijanosti, v svojih idejah, ki jih imajo zelo veliko in to jim vsej upam, da jim bomo v tem mandatu preprečili. V bistvu še moje nekako zadnje vprašanje za oba. Čez mesec dni bodo evropske volitve. Zakaj so pomembne tako za Evropo, Evropsko unijo kot posamezne članice unije, se pravi tudi za Evropsko unijo in se pravi tudi za Republiko Slovenijo in njene državljane in v kakšno smer bi po vajno prihodnje morala iti Evropska unija, dr. Tomšič? Ja, v tem primeru bom rekel nekaj podobnega, kot sem rekel po prvem vprašanju, kaj bi se moralo zgoditi v Sloveniji, kakšne bi morale biti prioritete, skratka tudi na nivoju Evropske unije, na teh
volitvah bi se morali zgoditi nekaj podobnega, kar bi se moralo zgoditi na naslednjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji, se pravi. Moralo bi priti do nekega političnega zasuka. Zdaj nekako imamo v Evropski uniji neko tako precej netransparentno situacijo. To je nekako, na oblasti nekakšna velika koalicija, bi lahko rekli, skratka, kjer igrajo ključno vlogo te tri največje politične skupine, Evropska ljudska stranka, socialisti in pa liberalci oziroma Renew, in imamo neko tako paradoksalno situacijo, lahko bi rekli. Tukaj je zdaj Evropsko komisijo kot to osrednje, recimo temu izvršno telo, že zdaj kar nekaj časa vodijo ljudje iz Evropske ljudske stranke, to je že koliko enih 15 let ali kako, mislim, da... 25. 25 že celo, ja. Skratka, vodijo ta organ ljudje, ki pripadajo neki, recimo, konzervativni, desno-sredinski politični opciji. A vendarle, tisti, ki pa narekujejo politike, so pa levičarji. To je še posebej prišlo do izraza zdaj v aktualnem mandatu, ko je kljub temu, da je tukaj predsednica Evropske komisije, gospa Ursula von der Leyen iz Evropske ljudske stranke, pa politiko pa kreirajo, niti ne politiki morda, niti ne evropski komisarji, ampak evropski birokrati. Evropska birokracija, ki pa je večinsko levo usmerjena, ki je dobesedno prežeta z prej omenjenimi novolevičarskimi ideologijami. In marsikdaj dejansko ne narekujejo oziroma ne vodijo izvoljeni politiki, bolj ali manj izvoljeni, ampak dejansko pa vsem neizvoljeni birokrati, ki vseljujejo svojo ideološko agendo, mogoče se, oziroma se verjetno videlo zagotovo, vi se verjetno spomnite tistega, lahko bi rekel, absurdnega predloga tele komisarke za neko enakopravnost ali nekaj takega. Transparentnost Jurove? Ne Jurove, te maltežanke, kaj je že, Helene Dali, o tem, kako naj bi se politično korektno komuniciralo v organih Evropske unije, ko ne bi uporabljali krščanskih imen, ne bi nas krščanskih praznikov, ne bi omenjali in podobne zadeva, ki je, ko sem jaz to videl, sem najprej mislil, da je to nek, kako bi rekel, da je to neka šala, oziroma da je tukaj nekdo, kako bi rekel, parodira zadeve, pa se je potem izkazalo, da je to pač res, se pravi, to vrstnih norosti je prihajalo. Ta zadeva sicer ni šla skozi, ampak ja, že to, da je nekaj tak dokument nastal, je dokaz, da je Evropska unija dejansko šla v neko zelo napačno smer in da tukaj tudi Evropska ljudska stranka, prej sem rekel, da tudi v Sloveniji ima ta, recimo temu, politični tabor, ki je zdaj v poziciji, ima svoj del odgovornosti in podobno velja na evropski ravni za Evropsko ljudsko stranko, ki je ta največja politična skupina. Ta stranka je zadnja leta prepogosto popuščala levici, celo nekako paktirala, celo nekako vsaj del te stranke prevzemal to vrstne ideologije. Tukaj temu je dejansko treba narediti konec. Tukaj tudi po moji oceni je treba prenehati ustrajati na neki veliki koaliciji, videti tam recimo socialiste kot partnerje, ker koncev oni so tukaj del problema, glavni del problema, nikakor pa ne del rešitve. Tukaj jaz močno upam, da bo dejansko, da se bodo po teh volitvah vzpostavila nekakšna drugačna razmerja moči, ki bodo s temi ideološkimi norostmi naredila konec. Hvala še za to zver. Ja, čisto kratko, dve točke bi podaril. Najprej moramo spremeniti te naše razvojne cilje in prioritete, torej razvojni program Evropske unije, to, kar je zdaj, je slabo. Drugo, kar je pomembno pa, da preprečimo spremembo politične strukture v Evropski uniji. To sem že pa prej govoril, da bi ukinili ne samo veto, ta način glasovanja soglasno, ampak celo svet
in predlagajo, da bi imeli parlament plus senat kot drugi dom, ki bi bil prav tako voljen. Hoče spraviti navadno večino noter. Ne? To pomeni, da bi imeli veliki moč, šibki pa praktično nič. Ne? Ampak tega pa ne smemo dovoliti. Ne? Zato se moramo boriti, kdorkoli bo že v naslednjem mandatu. Sicer bo Evropska unija padla še večjo krizo. Ne? Ti levaki, ki pa stavijo na močen Bruselj, logično, se jih tudi lahko razumeš, da stavijo, ampak tem pa moramo preprečiti, da spremenijo radikalno politični ustroj Evropske unije. To je ključno. To, kar smo dobili mi leta 2010 z Lizbonsko pogodbo, moramo braniti do zadnje kaplje krvi, bi temu rekli vojaki. Najlepša hvala. Hvala mojima sogovornikoma. Zdaj, če bi mu slučajno bilo še kakšno vprašanje za občinstva, kratek komentar, drugače bi pa jaz kar zaključil današnji pogovor, pa bomo potem morda še ob piškotu in kakšnemu kozarčku še kakšno rekli. Tako da s tem zaključujem naš današnji pogovor. Hvala mojima sogovornikoma, dr. Zveru, dr. Tomšiču. Vsem vam se zahvaljujem za udeležbo. Vabljeni ste v predverju na simbolično pogostitev in sproščen pogovor. Hkrati ste v predverju vabljeni k nakupu knjige, o kateri smo danes govorili, se pravi znanstveni monografiji Nacionalne države na udaru globalizacije s podnaslovom Pomen in vloga nacionalne države v globaliziranem svetu. Skratka, najlepša hvala vam za udeležbo in želim vam lep večer še naprej. Srečno, Slovenija!